No, takole, ura je 2:04, čas je, da počasi začnemo. Vsem skupaj en lep dober dan in dobrodošli na našem drugem webinarju z naslovom Namensko uporabljena mikroplastika v gospodinjstvu. Najprej bi vas rada zelo lepo pozdravila v svojem imenu, moje ime je Alenka Dermol in v imenu vseh treh partnerjev v projektu Mikroplastika. Dermol svetovanje, Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja in CSIK iz Taranta v Italiji. Najprej, tako kot prejšnjič, povem, da webinar snemamo, zaradi tega, ker potem iz tega materiala že pripravljamo spletno učilnico, ni še toliko gotova, da bi jo objavili, ampak na naslednjem webinarju bo pa že toliko, da se jo bo dalo lepo videti. Ampak na posnetkih se vidi samo predavatelje, tako da pa gradivo, zato da lahko dejansko mi tisto gradivo uporabimo v spletni učilnici. Kaj bomo danes na današnjem webinarju delali? Najprej bomo pogledali, kaj je to namensko uporabljena mikroplastika v gospodinjstvu. Ta del predavanja bo vodila dr. Anja Bubik iz Velenjske Visoke šole za varstvo okolja in veseli bomo tudi vašega sodelovanja. Jaz vem, da je Anja pripravila cel kup interaktivnih zadev, tako da sigurno vam ne bo dolg čas, ker boste tudi malo po hiši hodili, pa kakšne stvari iskali, pa deklaracije gledali, tako da verjemite, da bo zanimivo. Na koncu bodo sledila vprašanja, razprava. Najprej na začetku bi pa rada napovedala še eno dodatno delavnico in sicer to, kar smo že prejšnjič tudi omenjali, spletno delavnico z naslovom Video storytelling, pripovedovanje zgodbe z videom in tehnika izdelave videov. Zakaj smo se odločili za to delavnico? Zaradi tega, ker v nadaljevanju projekta sledi še tekmovanje v izdelavi najboljšega videa na temo Svet brez mikroplastike. To je zelo aktualna tematika in zdi se nam primerno in pametno, da vsi tisti, ki bi se želeli tega tekmovanja udeležiti, da vam najprej damo še malo dodatnega znanja, tako da boste bolj opremljeni z znanjem, tehnikami, veščinami in da se boste lažje podali v ta naš izziv. Kaj več o tej vsebini delavnice bo pa povedal dr. Valerij Dermol, ki tudi to delavnico pripravlja. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, Alenka je že vse povedala glede tega, zakaj se lotevamo te delavnice. Zdaj, mogoče je še par besed v vsebini. Nekako se že iz naslova vidi, da nekako kombiniramo dve ideji, dva koncepta. Ena je storytelling, skratka pripovedovanje zgodbic, zgodbičarstvo na nek način. Druga zadeva, ki se bo pojavljala, na kateri bo tudi glavni poudarek, so pa tehnike snemanja videov. S tem, da je treba nekako v zakup vzeti, da tle ne gre za izdelavo profesionalnih ali pa rečemo filmov tipa Hollywood, ampak gre za relativno amatersko, ampak solidno narejene videe, saj današnja tehnika, današnja orodja omogočajo res veliko. Tako da nekako smo si zamislili to delavnico z 5 vsebinskimi točkami. Najprej bi nekaj povedali na temo pripovedovanja zgodb, storytellinga, kaj to je, zakaj je to pomembno. Mogoče bomo tudi naredili eno majhno vajico na tem področju in potem bi na podlagi te zgodbice, ki bi si jo zamislili, spregovorili o snemalni predlogi, v angleščini se temu reče običajno storyboard, ki na nek način pomeni nek sistematičen pristop k načrtovanju videa, tudi bi rekel za uporabo vizualizacije. No in potem bi se lotili same tehnike izdelave videa, nekako bi se pogovarjali o posameznih delčkih, iz katerega potem sestavimo končni video in ti mali delčki so lahko razne slikice, so lahko neki posnetki nekih zvokov ali govora, lahko gre za neke majhne videoklipe, majhne delčke videov, ki so posneti bodisi z računalnikom preko zaslona, lahko so posneti z
s telefonom. Danes telefoni omogočajo res krasno, bi rekel, izdelavo videa. No in potem bi se v naslednji točki alternativne možnosti urejanja videa nekako lotil tega, kako sestaviti vse tiste male delčke, skratka slikice, zvoke, govore, male videoklipe, kako vse to sestaviti v en lepo urejen video z lepim začetkom, lepim koncem, mogoče vmes tudi kakšnimi napisi, animacijami. No in zaključil bi potem to delavnico s tem, kako ta video shraniti, kam ga shraniti, kako poskrbeti za njegovo delitev, skratka, da ga tudi drugi lahko vidijo. Tako da to je, glede dodatne opreme, ne rabite ničesar, mi bomo potem tudi nekako vam dali ideje, na kakšen način lahko sami se potem, jasno, po tej delavnici lotite izdelave videov, skratka, s kakšnimi orodji. Zdaj, nekatera orodja so plačljiva, druga orodja so zastonj, mi bomo nekako ciljali predvsem na orodja, ki so zastonj ali vsaj izjemno poceni. Nekako vam bomo tudi našteli vse te možnosti, ki jih tudi sami uporabljamo, tako da po mojem potegne biti to zanimivo. Zdaj, kdaj to je, nekako na drsnici vidite, da načrtujemo to za 3. marec v popoldanskih urah, pol ure kasneje kot danes ob 16:30, je pa podobno, skratka isto okolje, bi to izvedli znotraj Zooma, skratka nadaljavo. Delavnica brezplačna, glede registracije pa, rekel, postopek je isti, mi bomo poslali naokoli mailing z povpraševanjem, koga zanima, in potem, če se boste prijavili, boste pač dobili povezavo na Zoom dogodek. Podobno, bi rekel, podoben način prijave kot za današnji sestanek oziroma današnje srečanje. Tako, to je tako na kratko z moje strani. Hvala lepa. No, hvala lepa za tale tako izčrpen opis delavnice. Jaz mislim, da bo zanimiva, tako da, kot rečeno, četrtek, 3. marec ob 16:30. Z webinarji smo že pričeli, prvi webinar je za nami, na njem smo se pogovarjali o abecedi mikroplastike. Danes je pred nami drugi webinar, in sicer mikroplastika v domačem okolju in uporaba v domačih izdelkih oziroma v izdelkih iz gospodinjstva. Potem sledijo pa še 3. V marcu imamo webinar o mikroplastiki v poslovnem okolju, v aprilu o globalnih problemih plastičnih odpadkov in maja se bomo pogovarjali o vplivih mikroplastike na različne ekosisteme in okoljski usodi. Naj vas spomnim še tole, pripravili smo že spletno stran, na kateri se tudi vse lepo vidi, na njej objavljamo tudi materiale, ki jih sproti pripravljamo po vsakem posameznem webinarju. Spletna stran je pripravljena v 3 jezikih, originalno je v angleščini, spodaj na desnem vogalčku si pa lahko zberete še italijanski ali pa slovenski jezik. In če kliknemo gor na materials oziroma materiali Slovenija, potem so pripravljeni tukaj vsi materiali, ki smo jih že zaenkrat naložili. Iz vsakega dogodka so to videoposnetki, potem so drsnice, potem je par slikic. O tem prvem webinarju, ki smo ga imeli prejšnji mesec, je že daljši video pripravljen. Da ne boste zgubljeni, ker video traja več kot 2 uri, smo ga razsekali na koščke, tako da tale desni znakec pomeni bookmarki in si lahko zberete posamezen del, ki vas zanima, tako da vas direktno video pelje na tisti del, ki je za vas zanimiv, da se ne bo pač kdo izgubil v predolgi vsebini in da bo preveč dolgočasno. Tako da to so vsi materiali in vse, kar imamo že pripravljeno, tako da to je kar zanimivo. Zdaj pa uvodne zadeve smo povedali in dajmo mi kar začeti z vsebino. Tako da jaz sem dosti govorila, zdaj pa predajam mikrofon in predajam oder dr. Anji Bubik z Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja, in sicer Anja bo danes posvetila današnje popoldne namensko uporabljeni mikroplastiki v gospodinju. Anja, dobrodošla, jaz bom prenehala deliti zaslon in oder je tvoj.
Ja, hvala za tako lepo napoved. Prav z veseljem bi prišla na kak oder, ne, tako moramo pa sedeti v pisarnah, ampak verjamem, da bo mogoče že v prihodnjem letu boljše in bomo lahko resnično stopili na kakšen oder tudi s projektom. Kot me je Alenka že predstavila, jaz sem Anja Bubik, prihajam iz Visoke šole za varstvo okolja, oziroma bom tako rekla, no, da se malo pohvalim, zdaj zadnje 14 dni smo tudi fakulteta, torej smo dobili status fakultete, tako da se bomo kmalu tudi uradno preimenovali iz visoke šole. Prihajam iz Velenja in sem na šoli zadolžena za različne vsebine iz področja okolje in zdravje, kar pomeni, da tudi tematika mikroplastike pripada mojemu področju znanja, tako da moram pa priznati, da se s pripravo teh webinarjev še ogromno novega naučim. Se mi zdi, da je to področje, kjer ni konca, ogromno informacij in razpolago. Tako da jaz sem se potrudila, da sem danes za vas pripravila bolj razgibano predavanje, nekaj bo informacij, nekaj bo pa tudi takih vprašanj, oziroma tudi izzivov za vas, zato vsi tisti, ki želite karkoli napisati, boste pa tokrat imeli priložnost, da boste lahko tudi nam na ekran oziroma preko ekrana posredovali kakšno sporočilo, tako da jaz verjamem, da bo zanimivo. Za vprašanja seveda, tako kot ponavadi, predlagam, da jih kar pišete v klepetalnik, pa se bomo potem ob koncu pogovorili oziroma bomo na nje odgovorili. Naslov današnjega drugega webinarja je namensko uporabljena mikroplastika v gospodinjstvu. Zdaj, ko sem se jaz te dni oziroma zadnji teden na predavanje pripravljala, sem se spomnila še 5 drugih naslovov, ki bi prav tako ponazorili tematiko, ki jo danes obravnavamo. Namreč, ko govorimo o namenski, lahko govorimo tudi o namerno ali namenoma dodani oziroma uporabljeni mikroplastiki, tako da več izrazov srečujemo, morda vam pripišem še angleškega intentionally added, ki se tudi v vseh dokumentih, ki jih zakonodajni organi navajajo, tudi najdemo. In osredotočili se bomo na to namerno dodano ali uporabljeno mikroplastiko pri nas doma, torej v širšem gospodinjstvu. In mogoče kar na začetku bi vas izzvala k razmisleku oziroma k vprašanju, zakaj pa vi mislite oziroma zakaj ti misliš, da se mikroplastika namerno sploh doda k nekaterim produktom ali izdelkom? Na voljo je več različnih odgovorov. Odgovori bodo pa predstavljeni po odstotkih, torej glede na vaše mnenja. Torej, ali se mikroplastika doda izdelkom zato, da je izdelek bolj kvaliteten, da je bolj trajen, da mu izboljšamo neke osnovne lastnosti, da je izdelek bolj učinkovit, da je lepši, da je cenejši. Kaj menite? Pa poskušamo razmišljati o nekem izdelku, ko ni nujno, da je primarno narejen iz plastike, ampak, ne vem, izdelek lahko tudi kakšno čistilo, ne vem, kakšna embalaža, ki ni v celoti mogoče iz plastike. Zakaj bi se plastični material, torej polimerni material v mikrovelikosti, torej v obliki mikroplastike sploh dodal k izdelkom? Kako ne rečem, vsak od odgovorov bi lahko bil pravilen. Zdaj, da prevladuje, da kar tretjina odgovorov pritiče zadnjemu odgovoru, da je izdelek cenejši. Zdaj, tako kot sem že napeljala, sigurno, kadar govorimo o plastiki kot takšnem materialu, je res izredno poceni in ima dolgo življenjsko dobo, je lahek, ima ogromno prednosti. Ko govorimo pa o mikroplastiki, se pa ta večinoma dodaja k izdelkom zato, da se izboljša neka primarna lastnost. Bodisi, da je izdelek bolj trajen, da je bolj stabilen, da je zaradi tega lahko bolj kvaliteten, pa tudi, da je lepši. Se boste potem videli, ko bomo govorili o izdelkih za osebno nego, v ličilih je prisotnih kar nekaj različic mikroplastike,
in imajo, bomo rekli, te estetske vizualne učinke. Pa seveda pri čistilih ali detergentih je mikroplastika predvsem zaradi svojih trdote in pa teh peeling učinkov, če lahko tako rečem, pomeni, da je izdelek tudi bolj učinkovit. Tako da ja, o teh stvarih bomo kar precej danes govorili in se mi zdi, da sem prav dobro zbrala in bomo poudarili tudi te stvari, ki jih vi trenutno še niste prepoznali kot pomembne. Kot je že tudi bilo v uvodu povedano, danes bomo spoznali, bomo rekli, področja v širšem gospodinjstvu, torej aplikacije, produkte, izdelke, kjer je mikroplastika dodana z nekim namenom, mi pa jih dejansko zelo pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju in na nek način tudi nenamerno prispevamo k problematiki mikroplastike v okolju. In zato je tudi prav, da o tem malo več spregovorimo in da mogoče večkrat pomislimo, ko kakšen izdelek kupimo in uporabimo. Torej, vprašali se bomo, kakšna je vloga mikroplastike v različnih izdelkih, kako jo prepoznamo. Sigurno jo lahko prepoznamo tudi po deklaraciji, tukaj se bomo danes kar nekaj časa ustavili. Kaj pravi o mikroplastiki zakonodaja in pa seveda ali obstajajo kakšne alternative. Naslednja dva izročka oziroma drsnici sem si sposodila iz predhodnih webinarjev, to pa predvsem zato, da se spomnimo nekaterih izrazov, ki jih bomo tekom današnjega webinarja ponovno slišali. Plastične materiale v tisti najbolj grobi delitvi lahko razvrstimo v dve skupini, to so termoplasti in pa duroplasti. Kakšna je razlika? Te termoplasti oziroma termoplastične mase so danes v svetu, pa tudi pri nas, najbolj razširjene. Predvsem je njihova prednost reciklaža, kar pomeni, z drugimi besedami, da je te materiale možno večkrat predelati. O tem smo tudi že v preteklosti govorili in iz ekološkega vidika imajo takšni materiali seveda zelo svetlo prihodnost. In bomo rekli, proizvodnja, produkcija, uporaba termoplastičnih mas je v porastu, medtem ko če pogledamo drugo skupino duroplastov, pa je tukaj mogoče področje, ki je malce bolj mirno. Vzrok temu je verjetno dejstvo, da duroplastov ne moremo reciklirati, preoblikovanje se namreč lahko opravi le enkrat. In kljub temu pa se moramo zavedati, da so duroplasti zaradi svojih lastnosti, namreč imajo visoko temperaturno obstojnost in pa trdnost, da v bistvu so še vedno nezamenljivi na nekaterih področjih oziroma v nekaterih aplikacijah. Tukaj v tabeli so navedena imena in pa tudi kratice teh najbolj pogosto uporabljenih polimernih materialov. In kadar govorimo o trdnih delcih polimernih materialov s premerom, ki je manjši kot 5 mm, govorimo o mikroplastiki. Ja? In seveda mi kot uporabniki nas zelo zanima, kje so sedaj ti polimerni materiali najpogosteje prisotni. Kar 50% vseh, rekla, potreb, zdaj govorim bolj kot ne za področje Evropske unije, za katere imamo na razpolago kar dobre podatke. Teh 50% potreb po plastiki predstavlja skupina poliolefinov. Ta izraz smo že tudi srečali, kamor spadata polietilen in pa polipropilen. In tukaj vidite, sem na levi strani dodala tudi odstotke in vidite, kako rekla, velik delež potrebe predstavljajo ti materiali, seveda, ker večinoma se uporabljajo za embalažo, torej pakiranje, vrečke, tudi igrače, gospodinjski pripomočki in tako naprej. Zdaj, mogoče, če naredim eno vzporednico s predhodno drsnico, kjer smo jih delili na duroplaste in termoplaste, nekako lahko povzamemo, da je v tej skupini najbolj pogosto uporabljenih polimernih materialov nekje 15% duroplastov, medtem ko vseh ostalih 85% pa predstavljajo termoplasti. Zdaj, kako te
materiale prepoznati. Trikotnik oziroma Mobiusova zanka se temu reče, je mednarodni simbol, ki označuje oziroma pomeni, da lahko ta izdelek recikliramo. Zdaj, ali dejansko uporaba tega simbola za reciklažo pomeni, da izdelek lahko recikliramo, je lahko včasih malce zavajajoče, zato ker ni čisto natančno regulirano, namreč tudi embalažo v resnici je mogoče reciklirati, ampak ali se bo to res naredilo, je pa močno odvisno od lokalne infrastrukture zbiranja odpadkov. In zato bomo tudi v nadaljevanju naših webinarjev posvetili nekaj časa tudi samim odpadkom. Zdaj, mogoče še samo kot ena taka zanimivost, glede na to, da bomo govorili o gospodinjstvu, zdaj te oznake, ki jih tukaj vidimo, te oznake nam nič ne povedo o tem, kakšna je možnost izločanja kemikalij ali pa nekih delcev plastike, mikroplastike v živila, kadar imamo plastiko v stiku z živilom v našem gospodinjstvu. Torej, nič to ne pove o varni uporabi naše embalaže. Mogoče kot zanimivost, če ste bili kdaj pozorni na embalaži, je taka oznaka, mislim, da je kozarec pa vilica, in ta oznaka v bistvu potrjuje, da je material izdelan z upoštevanjem vseh pravil, ki veljajo za področje materialov namenjenih za stik z živili. To mogoče samo kot neka zanimivost. Tukaj le vidite, da imate polietilen terftalat označen z 1, polietilen z 2 in 4, polipropilen 5, polivinilklorid 3, polistiren 6 in pa imamo še oznako 7, kamor pa potem uvrščamo oziroma na tak način označujemo druge polimerne materiale. Dodala sem vam en tak zelo enostaven primer, plastenk za vodo, in če pogledamo te plastenke za enkratno uporabo, so večinoma narejene iz polietilen terftalata. Zdaj, moram reči, da je bilo prav težko to fotografirati, ampak upam, da vidite tukaj na drugi fotografiji, večinoma so te oznake na dnu embalaž. Včasih se je treba prav dobro potruditi, da se jih lahko prebere in najde. In tukaj vidite, da je ta trikotnik z oznako 1, od spodaj piše pa 5. Torej, iz polietilen terftalata. Medtem ko plastenke, ki jih imamo pa za večkratno uporabo, so pa največkrat narejene iz tritana. Takole je tudi na našem primeru doma, na primer, smo našli oznako, lahko bi bila pa tudi oznaka v tem Mobiusovi zanki z oznako 7. Zdaj, te plastenke za večkratno uporabo so lahko tudi iz polietilena ali pa tudi PVC-ja, torej polivinilklorida. Če gremo pa še, eno volumensko stopnjo naprej, ti veliki baloni za vodo, ki jih mogoče zdaj ni tako veliko, kot jih je bilo včasih v kakšnih trgovskih centrih ali pa zdravstvenih domovih, so pa narejeni iz polikarbonata. Polikarbonat ima tudi oznako 7 oziroma kratico PC. Slike balona za vodo pa nisem nikjer našla, ker tudi v nobeni službi, v nobenem kontaktu nisem našla primerne fotografije, ampak jaz mislim, da si predstavljate, za katere balone gre. Zakaj ga omenjam? Zato, ker polikarbonat nastane s polimerizacijo bisfenola A. BPA, to ste že vsi slišali, to je spojina, o kateri je bilo v strokovni in laični javnosti že ogromno govora, in zato je tudi Evropska komisija že zelo podrobno obravnavala. In toksikološke študije, ki so bile predstavljene Evropski komisiji, niso dale nekih zanesljivih podatkov, da bi bil bisfenol A kakorkoli škodljiv. Zato uporaba bisfenola A v Evropski uniji ni pripovedana, rečemo tudi ne za izdelke, za embalaže oziroma izdelke, produkte, ki pridejo v stik z živili, razen z izjemo otroških plastenk, stekleničk, dude in te stvari, kjer so
na Evropski komisiji ravnali v skladu z principom pazljivosti in so leta 2011 prepovedali uporabo bisfenola A. Vsekakor je pa kaj težava bisfenola A, v zelo majhnih količinah ga nekako smo bo izpostavljeni, je pa res, da so te stvari nerazgradljive, ker so polimerni materiali in se v organizmu kopičijo. Mi sicer, če pogledamo vse metabolne procese, imamo sposobnost izločati bisfenol A, vendar ne dovolj hitro. In s časoma potencialno lahko koncentracije bisfenola A dosežejo neko raven, ki bi lahko povzročila tudi kakšne škodljive učinke. Zdaj, zaenkrat so v Evropski uniji postavljene neke mejne vrednosti, mejne koncentracije, tako imenovane varne doze, ki so še sprejemljive za naše zdravje, torej in ne predstavljajo tveganje. Medtem ko pa mogoče kot ena sveta, pa prav, da smo bolj previdni, oziroma jaz sem skeptična, ko govorimo o proizvodih iz Kitajske, oziroma ki prihajajo izven Evropske unije, ki jih naročamo prek spleta ali pa jih tudi dobimo že pri nas. Namreč v neevropskih državah standardi niso tako visoki kot pri nas in tudi vsebnost bisfenola A v teh izdelkih pogosto ni kontrolirana. Tako da zgolj še opozorilo. Sedaj bi vas pa prosila oziroma izvala k sodelovanju še pri eni taki nalogi. Tokrat naloga ne bo v Mentimetru, ampak v aplikaciji Padlet. In sicer bi vas prosila, če na svoji pisalni mizi, v omari, v hladilniku, v kopalnici, na hodniku, kjerkoli v predalu, najdete kakšen plastičen izdelek, poveste oziroma napišete, kakšen izdelek je in poskusite na tej embalaži, tem izdelku, najti tudi, kateri polimer je to, torej kakšna je ta plastika. Ok, tukaj imamo zdaj embalaža hrane za želve, to je res, lonček, luknjač, da vidimo, kaj imamo v luknjaču, lonček, tukaj bi prosila nekdo lonček podal k vrsti polimera, tako da bom v bistvu tukaj jaz dala stran, vsi smo pri plastenkah, plastenka za razkužilo, to je zdaj zelo aktualno. Steklenica, sigurno, za vse plastenke je najboljša alternativa steklena steklenica, da se malo pohecam. Lonček iz kartona, sprej za lase, bomo videli, ravnilo, papirnata plastenka. Ste že poskusili? Tale polistiren bom prosila, če zapišete v sredinski stolpec. Polietilen je vrsta polimera, tako da mogoče ga prestavite v srednji stolpec. Zdaj, če pogledamo, veliko smo govorili o plastenkih, torej armatura v avtu. Dobro, mogoče je kdo zdaj na poti, pa nam je lahko podal to informacijo. Celuloza pa predvidevam, da bo pasala bolj k alternativi. Ja. Lonček za čigumije. Ja, zdaj, ko se enkrat začnemo ozirati okrog sebe, ker vidimo precej plastičnih materialov, res je, tudi les je zelo dobra alternativa za kakšne večje te makroplastične izdelke. Plastenka za razkužilo, dobro. Tako da, če pogledamo, po vrsti polimera vidimo, kako prednjačijo polietilen in pa tudi veliko polietilen terftalat, ker je v plastenkah. Polietilen, mogoče ta LD pa HD oznake, ki jih najdete pri oznakih, to samo pomenijo low density, torej nizke gostote, high density pa višje gostote.
Ovitek od telefona. Res je, polietilen nizke gostote, polietilen visoke gostote. Zelo zanimivo, ne, plastenka, ovitki za zvezke, ne, in ravnila, torej tudi šolske potrebščine so tiste, ki imajo kar veliko plastike. Ko govorimo po alternativi, ne, sigurno v teh makroplastičnih izdelkih so les, steklo, mogoče kakšna kovinska embalaža. Ko gremo pa bolj bo nekaj specifične izdelke, ne vem, jaz sem zbrala, ne vem, folijo, prozorno folijo za živila, ki je iz polietilena. Na spletu pa najdemo kar precej variant iz biorazgradljivo folijo, kjer je kombiniran bombaž s čebeljim voskom. Okay. Super, hvala lepa. Še nekaj izdelkov, to je prozorna folija, celo takole sem našla izpisan polimerni material. Potem vrečke za shranjevanje, ne, sem pa poslikala prav zaradi tega, ker vidite, da imate prisoten polietilen nizke gostote, zraven je pa še tale oznaka. Pa me zanima, če prepoznate oziroma poznate, kaj pa ta oznaka PAP pomeni in pa številka 22 v Mobiusovi zanki. Če kdo mogoče pozna to oznako. Papir. Papir je, res je. Res je, v primeru oznak PAP, pa to 20, 21, 22 gre za papir ali gre za lepenko, nevalovito, valovito, tako da to se tudi kar velikokrat, mogoče zdaj vedno pogosteje na nekaterih embalažah pojavlja. Tole je pa ta znak, ne, kozarec in vilica, ki sem prej govorila, ne. Torej, če imamo pa ta znak, pa pomeni, da je ta material, ta embalaža narejena v skladu s vsemi pravili, ki veljajo za embalažo, ki ima stik z živili. Mogoče še tole, ne vem, en detergent, kjer pač vidite, da ima polietilensko embalažo, ima pa 50% vsebnosti embalaže reciklirane, ker polietilen je termoplastična masa in se lahko reciklira. Potem zelo zanimivo so bile pa kavne kapsule in pa embalaža. In ko sem v bistvu raziskovala embalažo, sem videla tole oznako C/LDP90. Kaj je pa to? To je pa v bistvu oznaka za polilaminat oziroma plastiko in aluminij. Torej, v tem primeru gre pa za kompozitni material, v bistvu gre za, če tako rečemo po domače, sendvič, ker imamo polietilen, pa je na obeh straneh obdan z aluminijem. Torej, to je embalaža, medtem ko pa, če sem pogledala samo kavno kapsulo, oznake ni bilo, sem pa potem v bistvu pobrskala po internetu in sem videla, da so pač od tega proizvajalca kavne kapsule narejene iz polipropilenskega materiala. So tudi v bistvu označujejo, da je embalaža možna, torej da jo lahko recikliramo, vendar je izrecno napisano, da ni namenjena, da jo reciklira uporabnik sam, ampak da je namenjena bolj industrijski reciklaži, kot pa bomo rekli homemade, torej da v bistvu recikliramo sami. Ok, tako, zdaj smo mogoče se malo usmerili na makroplastične predmete, ki jih srečamo vsak dan pri sebi, pri svojem delu, doma, kakorkoli pri opravilih. In tudi, makroplastični produkti prispevajo k problematiki mikroplastike v okolju, tudi to smo omenili, predvsem, kadar v bistvu ta makroplastični izdelek postane odpadek. Se lahko pod različnimi fizikalno-kemijskimi procesi potem začne nastajati polimerni material v mikrovelikosti in takrat govorimo tudi o nastanku sekundarne mikroplastike. Mi se bomo pa danes bolj usmerili na to primarno mikroplastiko še, ki je izdelana že primarno, torej namenoma v dimenzijah manjših kot 5 mm in se uporabljajo zelo pogosto v izdelkih za osebno nego oziroma tudi kot surovina
oziroma tudi kot dodatek pri industrijski proizvodnji nekaterih drugih produktov. Ko sem raziskovala področje mikroplastike v širšem gospodinjstvu, sem ugotovila, da je teh izdelkov, ki jim je namerno dodan polimerni material v tej velikosti, ogromno. Mislim, da je bilo kar 130 različnih sintetičnih polimerov, ki se jim dodaja, zelo v grobem. Če pa v bistvu gremo raziskovati še malo bolj specifično, glede na kemijske lastnosti in pa fizikalne lastnosti polimernih materialov, pa je teh strukturnih variant še bistveno več. Torej so številke večje, ampak vseeno, tudi, bom rekla, definicija ali pa kriteriji, ki definirajo mikroplastiko kot tako, imajo zelo veliko vlogo pri tem, kaj dejansko mi pri naši študiji, pri našem raziskovanju uporabimo kot mikroplastika. Zbrala sem, bom rekla, sama sem se potem odločila, da bom izhajala primarno iz nekega poročila Evropske komisije, ki je, bom rekla, od leta 2015 do 2017 pregledala, bom rekla, ogromno študij in pa študij pa podatkov, ki so zbrani iz področja namerno uporabljene in dodane mikroplastike. In ti so potem te izdelke, ki to mikroplastiko vsebujejo, razdelili na 10 nekih takih grobih kategorij. In to so kozmetika, osebna nega, detergenti in čistila, potem dosti veliko skupino predstavljajo tudi barve, premazi in pa črnila, na primer kakšni tonerji, industrijski abrazivi, namerno dodano mikroplastiko najdemo tudi v kmetijstvu, v farmaciji, potem pri čiščenju odpadnih voda, torej tudi pri tehnoloških procesih, v gradbeništvu in pa potem še v nekaterih drugih področjih, ki so mogoče manj, bom rekla, kjer je tega mogoče manj. In zdaj kriterij, ki ga je Evropska komisija izbrala za definicijo mikroplastike, pa je, da mikroplastika je sestavljena iz umetne, torej običajne plastike. Torej sintetični polimeri so osnova in zelo pomembna v definiciji je dejstvo, da so ti delci v vodi netopni in da so trdni. In da je velikost teh delcev manjša ali enaka 5 milimetrov, torej zraven lahko umestimo tudi nanodelce. Zdaj, kaj je zdaj tukaj, zakaj to omenjam? Zato, ker tukaj so definirani samo trdi v vodi netopni delci. Imamo pa kar nekaj polimernih materialov, ki se tudi zelo pogosto uporabljajo na različnih področjih in so trenutno, bomo rekli, v neki negotovosti, kar se tiče izpolnjevanja meril za mikroplastiko. To so, ne vem, vsi verjetno poznate polietilen glikole, ki so vodotopni polimeri, potem polivinil alkohol. Ne vem, zdaj, če damo primer te tablete za pomivalni stroj, ki imajo tako zelo tanko folijo, ki se potem razgradi oziroma je v vodi topna, ta je večinoma iz polivinila alkohola. In to je, na primer, so ti primeri polimerov, ki, bomo rekli, ne izpolnjujejo vseh teh kriterijev in jih lahko definiramo kot mikroplastika, ampak bomo tudi o teh vodotopnih polimerih v nadaljevanju spregovorili, ker se mi zdi, da so tudi zelo pomembni. Tukaj sem navedla najbolj pogosto uporabljene polimerne materiale, ki so namerno dodani, in potem so se na Evropski komisiji odločili, da bodo mogoče v neke podrobnosti oziroma podrobnogled vzeli predvsem tiste materiale, ki so, bomo rekli, najpogosteje uporabljeni in mogoče potencialno najbolj nevarni. To so pa polietilen, polimetil metakrilat, poliamid oziroma najlon, poliuretan in pa stirenakril polimeri.
Zdaj, verjamem, da marsikomu bo ta imena ne povedo kaj veliko, ampak vseeno, jih pa lahko po kraticah tudi prepoznate. Zakaj so v bistvu teh 5 polimerov najbolj tako raziskanih? Predvsem polietilen in poliuretan zaradi tega, ker imata zelo visok tržni delež. Torej, teh materialov, ki vsebujejo polietilen in poliuretan, je res ogromno, ker tudi aplikacij, v katerih se uporabljajo, je veliko, nekako 3 do 4 kategorije. Zdaj, sam polietilen kot tak, če gledamo v kemijski strukturi, vsebuje reaktivne funkcionalne skupine, torej neke skupine, kemijske skupine z nizko zaskrbljenostjo, torej ne kažejo neke velike zaskrbljenosti, torej je manj nevaren polimer, medtem ko če pogledamo poliuretan, so pa te reaktivne funkcionalne skupine v strukturi zelo zaskrbljujoče in jih ga uvrščamo tudi kot enega bolj nevarnih polimerov. Polimetilmetakrilat tudi so proučili, predvsem zaradi tega, ker je zelo pogosto uporabljen in ima tudi funkcionalne skupine z visoko zaskrbljenostjo. Kaj mogoče to pomeni? To pomeni, če je visoka stopnja zaskrbljenosti, to pomeni, da ima v svoji strukturi neke dele, neke atome, ki imajo zelo velik potencial, da naprej kemijsko reagirajo. Kar pomeni, da lahko, če gledamo kemijsko ali pa zdaj kot malo bolj splošno, poliuretan ali pa polimetilmetakrilat lahko v kombinaciji, v zmesi s kakšno drugo kemikalijo sprožijo tudi neke nezaželene kemijske reakcije. Okay. Poliamidi, torej najlon, tudi kar veliko aplikacij, imajo neko srednjo stopnjo zaskrbljenosti, kar se tiče kemijske strukture, medtem ko stirenakril kopolimer pa zelo podobno kot poliuretan. Vidite, da po velikosti se te mikroplastični delci malo razlikujejo, vedno govorimo pa v dimenzijah, ki so v mikrometrih, torej manjši kot 5 milimetrov. Zdaj bomo pa naredili mogoče en tak čist splošen pregled, zakaj se v bistvu namenoma sploh mikroplastika k izdelkom dodaja. In na desno stran sem podala tudi kategorije oziroma izdelke, v katerih ima mikroplastika določeno funkcijo ali namen. In seveda najbolj znan ali pa najbolj pogosta funkcija mikroplastičnih komponent je abrazivni učinek oziroma peeling. Abrazivni material, o abrazivnosti ali abrazivnem materialu govorimo takrat, kadar je material zaradi svoje trdote, kot so polimerni materiali ki se zaradi svoje trdote uporablja za brušenje materiala, ki je mehkejši od njega samega. To je na primer lahko tudi sama koža. Okay. Potem uporablja se mikroplastika tudi kot emulgator, torej da omogoča mešanje, bom rekla, kemijsko raznolikih tekočin oziroma snovi, ki se drugače med seboj ne mešajo. Imajo tudi vlogo oziroma funkcije vezave, vlogo polnila, potem tudi, če pogledamo v farmaciji, omogočajo tudi nadzirano sproščanje sestavin, ko govorimo o teh kapsulah, ki omogočajo potem bolj nadzorovano ali pa postopno sproščanje neke aktivne substance. Oblikovanje filma, nekega zaščitnega lahko tudi filma ali površinskega premaza. Potem mikroplastika kot taka lahko izboljša kemijsko in pa mehansko odpornost samega izdelka. Lahko deluje kot absorbenti tekočine, kot so na primer različni higienski izdelki, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Potem kot sredstvo za zgoščevanje, to govorimo predvsem na področju barv, tudi v kozmetiki. Potem pa imajo namen estetski namen, torej da izboljša vizualne lastnosti samega izdelka, lahko
deluje tudi kot flokulant. To je v primeru čiščenja odpadnih voda. Flokulanti, mogoče če te besede ne poznate, flokulant se uporablja za odpravljanje motnosti v teh večjih bazenskih vodah, čistilnih naprav in na nek način skosmiči manjše mikrodelce v večje, zato da se potem tekom mehanskih čiščenj in drugih postopkov lažje odstranijo iz vode. Potem so še funkcija odvodnjavanja, disperzije, tudi sredstva za motnost, torej nek vizualni učinek in pa tudi kot antistatično sredstvo. Torej vidimo, da funkcije teh mikroplastičnih komponent, ki jih najdemo, imajo res lahko zelo raznolike funkcije. Seveda pa s tem, ko jih uporabljamo, s tem se tudi poveča neke potencialne emisije v okolje, torej da jih lahko vnesemo v okolje in te emisijske poti so seveda zelo različne. Mogoče tukaj so navedene, tukaj sem navedla vse, prav z namenom, da si to lahko kasneje še preberete, pogledate, ne bomo pa zdaj šli v detajle prav pri vseh, mogoče pri prvih 3, ki jih bomo tudi v nadaljevanju obravnavali in jih imamo velikokrat prisotne tudi doma. Torej, izdelki za osebno nego in kozmetika. Tukaj veliko študij in pa veliko literatur loči izdelke na rinse-off pa leave-on produkte. Zdaj, jaz nisem našla nekih izrazov v slovenščini, ki bi nadomestili ta dva angleška, se mi zdi, da sta toliko zelo splošno znana, ampak vseeno, rinse-off so tisti produkti, ki jih speremo po uporabi, medtem ko leave-on so pa tisti, ki jih nanesemo na naše različne dele telesa. In pa potem so še super absorbenti in kot vidite, so te emisijske poti različne. Lahko so preko neposrednega človeškega vnosa, torej preko trdnih odpadkov, torej ko mi te izdelke zavržemo, ali pa preko gospodinjske odpadne vode, ko mi speremo nek produkt in gre v odtok. Tudi pri detergentih je enako, torej emisijske poti so torej preko odpadne vode ali pa tudi trdnih odpadkov. Ko govorimo o barvah, črnilih, premazih, je zelo odvisno, za katero področje gre. Tukaj celo posegamo mogoče malo bolj v industrijsko uporabo, ker je barve, premazi in črnila so precej v uporabi v industriji. Imamo pa tudi še dodatne poti, emisijske poti v okolje, kot so na primer kakšno razlitje barve med nanašanjem, transportom in pa seveda tudi preko odrgnina, ko smo tudi že na predhodnem webinarju veliko o tem govorili. Potem so pa tukaj navedene še emisijske poti industrijskih abrazivov, kakšne so te možne poti v okolje v kmetijstvu, torej, kjer sta mogoče na udaru tudi tla in pa podtalnica. Potem imamo farmacijo, čiščenje odpadnih voda v gradbeništvu in pa seveda drugo, kjer so na primer pohištvo, mehke igrače, lepila, tesnila in tako naprej. Tako da vidimo, da glede na funkcijo, kategorije in pa emisijske poti smo relativno vse skozi v stiku z mikroplastiko. In zdaj bi vas mogoče izzvala, ko smo šli skozi vseh teh 10 kategorij, pa sem jih malo opisala, smo naredili tak sprehod, katera se pa od teh kategorij se pa mogoče vam zdi najbolj kritična, kar se tiče mikroplastike. In mogoče vas tukaj naj opozorim, da bo ta Mentimeter vprašalnik sestavljen iz 2 vprašanj. Torej najprej bomo odgovorili, torej katera se vam zdi najbolj kritična glede vsebnosti, torej količine, in pa naslednje vprašanje glede potencialne emisije oziroma vnosa v okolje. Zelo zanimivi odgovori. Res, vidim, da sicer tukaj bi verjetno bilo bolj smiselno, da bi prikazala s odstotki, ampak bo mogoče potem za spletno stran dala v odstotke.
tako po oceni, ne, se približujemo tako več kot 40% vodi kozmetika in izdelki za osebno nego. Tako, zdaj pa še drugi del, ki je na enak princip konstruiran. Katera kategorija se vam pa zdi najbolj kritična glede vnosa v okolje? Zelo zanimivo, da nihče ne izbere barve, premaze in pa črnila. Namreč, če naredite kakšno vzporednico tudi s prejšnjim predavanjem, kjer smo pokazali ta primer iz Nemčije, koliko primarne mikroplastike v okolju prihaja iz kakšne aktivnosti, iz kakšne kategorije, pa tudi v oceane, tudi na to se bomo vrnili. Vidim pa, da ko govorimo pa o vnosu, pa je mogoče tukaj manjši delež, še vedno prevladujoč, ampak manjši delež kot prej, ko smo govorili o količini, kar je v bistvu zanimivo, pač prepoznate izdelke za osebno nego kot, bom rekel, izdelke, ki so kritični, kar se tiče vsebnosti, morda pa ta vnos v okolje ne prepoznate. Včasih je mogoče dobro tudi pogledati globalno. Mi, posamezniki, v našem gospodinjstvu lahko prepomembno prispevamo k tej problematiki, ampak vseeno je dobro se zavedati, da so ti industrijski obrati oziroma neke dejavnosti, ki se dogajajo, bom rekla, v večjem obsegu, lahko veliko bolj kritične. Ali bodisi je to industrijski abrazivi, tudi barve. Vemo, da vsa cestišča po celem svetu so barvana. In vse te barve, ki jih uporabljamo za cestne oznake, vsebujejo mikroplastiko. To bomo tudi še kasneje spoznali, ko vam bom prikazala te količine. Tako da zelo zanimivo, samo 2 odgovora o barvah in 2 o industrijskih abrazivih. Kar je mogoče, če pogledam iz osebnostnega vidika, čist prav, vsak verjetno pri sebi pogleda, kaj je iz njegovega načina življenja najpogostejši prispevek k izzivom mikroplastike. Nadaljujemo s številkami. Evo, ko je bilo glih vprašanje o količini. Zdaj, za nekatere področja, kategorije se ti podatki dejansko sploh ne morejo dobiti, oziroma jih je zelo težko pridobiti, oziroma tudi oceniti. Je pa Evropska komisija to z različnimi proizvajalci, deležniki, različnimi obrati proizvajalci in pa v sodelovanju z Plastic Europe naredila neke analize, in sploh pri izdelkih za osebno nego so ugotovili, da je letna količina, v Evropi govorimo, nekje 700 ton letno, ko govorimo o teh izdelkih, ki se spirajo, oziroma od 500 do 1100 ton letno, ko govorimo o izdelkih, ki jih nanašamo. Zdaj, ko govorimo o detergentih, so te količine malo nižje. Zdaj pa pridemo na to področje. Barve, premazi, abrazivi, predvsem industrijski abrazivi, ki se uporabljajo v številnih industrijskih procesih, kot so industrijsko peskanje, tako naprej. In vidite, da količine tukaj so nekje, ko govorimo o gradbenih barvah, barve, ki se uporabljajo v gradbeništvu, nekje 220 ton letno. Ampak vseeno, zakaj sem tukaj dodala še 22 000 do 38 000? V bistvu zaradi tega, ker ta 220 številka je številka, za katero lahko zanesljivo trdijo, da je pač prihaja iz sektorja barv, medtem ko različne analize, predvsem na Danskem, ta okoljska agencija dela velike študije in na podlagi teh danskih raziskav je Evropska komisija ocenila, da je dejansko količina mikroplastike, ki izhaja iz te kategorije, še bistveno večje. Zato tukaj navajajo kot drugo v precej višjih številkah. Ko govorimo pa o industrijskih abrazivih, pa govorijo o številkah nekje 1000 do 5000 ton letno. Tako da mogoče za občutek, da se zavemo razsežnosti oziroma uporabe teh izdelkov.
Zdaj sem pa jaz tako si zamislila, no, da bomo šli skozi 3 kategorije, ki jih doma v našem gospodinjstvu pri vsakdanjih opravilih največkrat si jih poslužujemo, ne, to so izdelki za osebno nego, detergenti, pa mogoče še nekaj malega o barvah in pa premazih, ker se mi zdi, da so to podatki, ki si jih boste zapomnili in boste nanje v prihodnosti tudi pozorni. Mogoče spet malo številk za začetek. Kot sem rekla, 714 ton mikroplastike letno v Evropski uniji naj bi prihajalo iz rinse-off izdelkov za osebno nego. Opozarja pa Cosmetic Europe, to je združenje vseh teh kozmetičnih proizvajalcev in deležnikov, da so pa po njihovih pozivih že v letih od 2012 do 2015 proizvajalci sami zmanjšali uporabo te namensko uporabljene mikroplastike v kozmetičnih izdelkih, torej te mikrokroglice oziroma mikrobits, ki se uporabljajo predvsem v različnih izdelkih za čiščenje kože in peelingih. In v letu 2017 so ocenili, da se predvsem v teh evropskih proizvajalcih, bom rekla, najde res še zelo malo tistih, ki sintetične polimere, ki so definirani kot mikroplastika, pri teh izdelkih uporabljajo. Zdaj, ko se zopet malo vračamo na to definicijo oziroma kriterij, kdaj je lahko neka komponenta v izdelku za osebno nego mikroplastika. Torej, po definiciji Cosmetic Europe mikroplastika opravlja funkcijo drgnjenja, čiščenja in peelinga. Obstajajo pa v bistvu še širše definicije mikroplastike, predvsem glede odvisno od tega, kakšno funkcijo opravlja, kakšen polimer je, torej od vrste polimera, kakšna je velikost, kakšna je tudi oblika tega polimera. Nekateri so lahko sferični, nekateri so lahko amorfni, nekateri so šesterokotni, tako da zelo različne so te kroglice in pa tudi od narave izdelka, v katerem se uporablja. Ta širok nabor funkcij, ki jih lahko mikroplastika v izdelkih za osebno nego predstavlja, so navedeni tudi tukaj spodaj. Torej, ne samo kot abraziv, torej, da deluje kot peeling, torej za drgnjenje, čiščenje. Dodajajo se v izdelke tudi zato, da se regulira viskoznost, motnost, vezivnost, sama struktura, volumen samega izdelka, potem tudi uporablja se na področju ličil, predvsem za učinke optičnega zamegljevanja, kot bleščice, lahko tudi omogoča, bomo rekli, samo razpoložljivost drugih komponent v izdelku, potem lahko predstavlja kakšne filtre, lahko deluje kot emulgator, lahko omogoča zadrževanje določenih snovi in tako naprej. Kar precej funkcij lahko ima. Je pa spet pridemo tukaj na tisto, kar sem že prej opozarjala in bomo zdaj tudi pogledali, ko govorimo o sintetičnih polimerih, nekateri, predvsem tisti, ki so vodotopni, polivinil alkohol, kot sem prej rekla, polietilen glikol, so tisti, ki jih zaenkrat, bomo rekla, čisto zakonodajno ali pa teoretično ne upoštevamo kot tisti delci, ki prispevajo k problematiki, bomo rekli, onesnaževanja, obremenjevanja okolja, morskih okolij z mikroplastiko, ampak so lahko primeri sintetičnih polimerov, ki se širše uporabljajo. Če pogledamo količino mikroplastike glede na posamezni tip, bi rekli vrsto izdelka, kot smo rekli, večinoma se uporablja za čiščenje, drgnjenje in tukaj vidite po količinah tudi v teh izdelkih najbolj prisotna, predvsem izstopa količina 440 ton letno za čistila za roke, torej tudi profesionalna kot tista za domačo uporabo, potem kar dosti visok delež predstavljajo peelingi za stopala.
potem tudi peelingi za obraz, obrazne maske, nekateri geli za prhanje telesa, ne, glede na pogostost uporabe je ta, bomo rekli, delež manjši v primerjavi z drugimi, izdelki za čiščenje obraza, za nego stopal, trda mila in pa tudi nekateri šamponi. In če pogledamo, kateri pa so ti polimeri, vidimo, da je lahko prisoten tudi poliuretan, velikokrat imamo pa polietilene, vidite, polietilen kot tak, tudi najlon, torej poliamid, in pa polilaktična kislina, mogoče malo manjkrat, ampak vseeno vidite poliuretan in polietilen, ki smo jih že prej omenili, da sta najbolj pogosto uporabljena polimerna materiala, vidite, da tudi tukaj izstopata. Zdaj bi vas pa rada vprašala, če se spomnite še, kolikšen delež, tu smo se pogovarjali na prejšnjem webinarju, kolikšen delež mikroplastike v morju, te primarne mikroplastike, pa predstavlja mikroplastika iz izdelkov za osebno nego. Torej, v odstotkih, kolikšen delež ti naši izdelki za osebno nego in kozmetika doprinesejo k problematiki mikroplastike v morju. Evo, na voljo imate nekaj vrednosti od 1 do 25%, torej vemo, da več kot 25% k te problematike v vodnem okolju ne prispevajo, pa me zanima, če se morda spomnite ali pa kaj menite. Zdaj bomo mogoče tale odgovor lahko malo pokomentirali tudi glede na prejšnji odgovor, kjer ste izdelke kozmetiko in izdelke za osebno nego prepoznali kot količinsko najbolj problematične in tudi, kar se tiče emisijskih poti. In ena izmed emisijskih poti je tudi pot v morje. Se tudi vse, bomo rekli, kopenske, vse smo takrat tudi že omenili, da okrog 80% vseh kopenskih kontaminacij z mikroplastike vse zadnje preide tudi v morje. V redu, nekje 22 odgovorov imamo, zdaj ne glede to, a jih še dobimo 5 ali ne, zmagal je odgovor 7%, ki pa žal ni pravilen. Pravilen odgovor sta 2%. Če se spomnite, v uvodu in na prvem webinarju smo povedali, da izdelki za osebno nego prispevajo 2% količine primarne mikroplastike v morju. Torej gre za relativno majhno količino, ki pa vseeno je prav, da je opažena in da jo prepoznamo. V največjih odstotkih so bila pa predvsem sintetična tekstilna vlakna, v skoraj 30% in pa odrgnine od gum, torej od vozil. To so bila tiste izvori, ki k primarni mikroplastiki v oceanih najbolj prispevajo. V tej pauzi boste imeli pa eno domačo nalogo in sicer boste, ko greste na stranišče ali pa ko se malo sprehodite, poskusite najti izdelek v vaši kopalnici, ki vsebuje mikroplastiko. Lahko se zgodi, da je kdo ima takšne izdelke, da tega ne vsebujejo, pač tisto naj ne napiše, oziroma lahko navede izdelek in napiše, da mikroplastike ne vsebuje. Tako da to naj bo mogoče zdaj 10-minutni vaš izziv, ta čas se pa tudi vsi malo spočijemo pa kaj popijemo. Zdaj, prosila bi vas, za tisti, ki sodelujete v tem naboru, da zapišete vse kategorije, torej ime, torej izdelek, kategorija in sintetični polimer, zato da jaz lahko vidim, od koga je kakšen odgovor, zato ker namreč si ne sledi, ne napišete svoje ime na gor in potem jaz težko vem, kaj kam paše, tako da bi vas prosila, to lahko zdaj naredite vmes, lahko naredite tudi kasneje. Namreč smo se odločili, da bomo tele anketne lističe oziroma tole tablo pustili odprto do, ne vem, še vsaj kakšen teden, 2 mogoče, in lahko tudi vi še zdaj naknadno vpišete te stvari, mogoče kdo bo prepoznal mikroplastiko zdaj po nadaljevanju šele. Tako da mogoče tukaj zdaj
pustimo še možnost dopisovanja. Mogoče pa sam pokomentiram stvar, ker sem jo jaz vnesla. Jaz sem vnesla neko micelarno mlečno vodo za čiščenje obraza, za odstranjevanje ličil, in noter našla kar 3 sintetične polimere in od teh je ta akrilatni kopolimer, polisorbat 20 in pa natrijev poliakrilat. Tako da sem našla tudi v svoji kopalnici tak izdelek, ki mikroplastiko vsebuje. Takole, zdaj bomo pa si pogledali še eno kategorijo izdelkov za osebno nego, ampak predtem bi pa mogoče samo na kratko bi vam predstavljala eno raziskavo, ki je bila narejena pri nas v Sloveniji na primeru mesta Ljubljane. In sicer, in to so naredili slovenski znanstveniki na Kemijskem inštitutu, kjer so raziskovali vsebnost polietilenskih kroglic, oziroma so ocenjevali potencial, koliko polietilena iz izdelkov za osebno nego lahko preide v površinske vode, torej v reko Ljubljanico. Kaj so v bistvu naredili? Naredili so oceno kozmetičnih izdelkov, teh mikrokroglic, ocenili so njihove velikosti in te fizikalno-kemijske lastnosti in so ugotovili, da posameznik dnevno prispeva nekje 15 miligramov mikrokroglic k globalnemu ali pa prispevku v površinske vode. Torej, ta 15,2 miligrama mikrokroglic potem gre preko komunalne vode v čistilno napravo. In tukaj v raziskavi so naredili pilotno čistilno napravo v laboratorijskem merilu, kjer so potem preučevali, koliko teh polietilenskih kroglic se v tej biološki čistilni napravi odstrani. Torej so simulirali ta pravo čistilno napravo in kaj so ugotovili, da ima aktivno blato zelo visoko afiniteto, torej, da se veže veliko polietilenskih kroglic na samo blato, nekje 52%. Medtem ko količina, ki pa vseeno uide tem postopkom čiščenja, je pa nekje 1 kilogram mikrokroglic, kar prenese približno 112 milijonov 500 tisoč delcev na dan. In če to prenesemo v merilo reke Ljubljanice, vidimo nekje 21 delcev na kubični meter. Zdaj, kaj so s to raziskavo izpostavili? Izpostavili so v bistvu to, da se lahko ti delci, ki so od mikroplastike, vežejo na aktivno blato, kar pomeni, da se s tem poveča potencial tudi za zadrževanje teh delcev v kakšnih sedimentih, organskih snoveh, v kakšnih sladkovodnih rastlinah. Hkrati pa so ugotovili, da ti sistemi, ki so klasični sistemi centralnih čistilnih naprav, ne zadržujejo delcev velikosti nekje 60 do 70 mikrometrov, kot je velikosti teh mikrodelcev, in lahko prehajajo v vodno okolje. Tako da zelo zanimiva raziskava, ki si jo lahko tudi preberete. Tukaj spodaj je vir avtorice in pa letnico članka. Sem vam pa obljubila, da vseeno en del še danes namenimo tudi vodotopnim polimerom, ki jih najdemo v kozmetiki. In najdete tudi izraz water soluble polymers, torej WSP kratica, je zelo velikokrat uporabljena kratica. To so, bomo rekli, organske snovi, organski materiali, ki se že desetletja tudi uporabljajo za različne aplikacije, torej tudi v kozmetiki, v industriji, kot barve, lepila, pralna sredstva, farmacevtski produkti, ki za razliko od teh delcev, ki jih Evropska komisija definira kot mikroplastike, so topni v vodi. In bomo rekli, ti tipi polimernih materialov, ki so topni, so poliakrilamid, polietilenimid, polietilen glikol, polivinil pirolidon, polivinil alkohol, torej ti so ti najbolj tipični sintetični polimeri, ki ne ustrezajo kriterijem definicije mikroplastike. Bomo pa rekli, niso pa njihovi učinki preučeni do te mere, da bi lahko rekli, da nimajo kakšnega potenciala do
nezaželenih učinkov v okolju ali pa na naše zdravje. Zelo omejene informacije so o njihovih koncentracijah, naprimer v okolju, so dosegljive. Tudi ekotoksikološke študije, torej kakšna je toksičnost v okolju, je zelo, bom rekla, šibka. Zato se zdi nekaterim, bom rekla, organizacijam, da tudi te polimere ustrezno obravnavajo in da se vključijo v to zgodbo, ker so tudi lahko pomembni. In ena izmed takšnih organizacij, ki je v svoje, bom rekla, aktivnosti vključila tudi te vodotopne polimere, je pa Plastic Soup Foundation, ki od leta 2012 vodi kampanjo Beat the Microbit. Torej, premagajmo mikrodelce v kozmetiki, torej se že od leta 2012 nekako z različnimi aktivnosti ozaveščajo, kar se tega tiče. In so v okviru svoje spletne strani naredili tudi seznam vseh mikroplastičnih sestavin, ki jih najdemo v kozmetiki in v izdelkih za osebno nego. In če pogledamo nazaj, v leto 2015, ko so s pripravo tega seznama začeli, je bilo na tem seznamu nekje 67 različnih mikroplastičnih substanc, medtem ko danes, ko vse to upravljajo v skladu z Evropsko komisijo in pa različnimi drugimi raziskovalnimi inštitucijami, pa je na tem, bom rekla, tej podatkovni bazi, lahko temu tudi tako rečemo, že več kot 500 mikroplastičnih sestavin. Zdaj, ker je teh sestavin ogromno in ker imajo tudi različne lastnosti, so v tej kampanji izdelke razdelili v 4 kategorije. Torej, na rdečo kategorijo, oranžno, zeleno in pa zero kategorijo. In tako so razdelili te izdelke za osebno nego glede na tipe polimerov. In na rdeč seznam so uvrstili tiste polimere in pa tiste izdelke, ki so v skladu z definicijo mikroplastike Evropske komisije, torej gre za trdne, netopne delce v premeru manj kot 5 mm. To so polietilen, polipropilen, najlon, poliuretan. In na dan 4. februar, ko sem jaz to nazadnje pogledala, so imeli kar 571 substanc. Torej, kar precej, to pa tudi zato, ker velikokrat se v izdelkih pojavljajo tudi kombinacije, kombinacije različnih polimerov, in ti kopolimeri, kot jih imenujemo, potem tudi doprinesejo k tej večji številki. So pa v tej kampanji pripravili torej tudi oranžen seznam, kamor so pa umestili, bomo temu rekli, skeptične sintetične polimere ali mikroplastiko. Torej, to so pa ti vodotopni, tekoči polimeri, nekateri polimeri brez ogljika, sem spadajo poloksameri in pa zelo znani polietilen glikoli, polipropilen glikoli, za katere pa še ni dovolj študij, s katerimi bi lahko dokazali, ali jih lahko uvrstimo na rdeč seznam ali pa mogoče celo na zelenega. Potem na zelenem seznamu so pa vse tiste, rečemo, izdelki, ki ne vsebujejo mikroplastike, ampak so tukaj uvrščeni tisti izdelki, ki jih proizvajajo, večje družbe, ki kot take ne zagotavljajo, da so vsi njihovi proizvodi brez mikroplastike, medtem ko na zero seznam pa uvrščajo tiste izdelke oziroma tiste blagovne znamke, ki v svoji celotni proizvodni liniji ne uporabljajo mikroplastike. Zdaj mogoče o polietilen glikolu, tega boste v svoji kopalnici zelo pogostokrat srečali. Polietilen je taka gosta, lepljiva tekočina, ki je sestavljena iz najpogostejše oblike plastike, to je polietilen, v kombinaciji z glikolom. Zdaj, če pogledamo kemijsko, poznamo ogromno vrst polietilen glikolov, torej več derivatov, ki imajo zelo raznolike molekulske mase. In te molekulske mase so potem takole zapisane tudi številkami, ki kratici sledijo, to je vedno zapisano. In pa imamo tudi polietilen glikole v različnih kombinacijah, kot so PEG, stearat in tako naprej. Kaj pa je prednost
tega polimera. Zakaj se uporablja v kozmetiki? Predvsem zaradi tega, ker ima zelo dobre kemijske lastnosti in omogoča boljši vnos, bomo rekli, produkta ali pa vpojnost preko kože. Temu rečemo v angleščini tudi penetration enhancing effect. Torej, manjša kot je molekulska masa teh polietilen glikolov, lažje prehajajo skozi kožo. Zdaj, če pogledamo funkcijo, ki jo imajo v kozmetiki, je spet, lahko deluje kot mehčavci, emulgatorji, vlažilci, površinsko aktivne snovi, topila in tako naprej. Funkcij lahko imajo več. Seveda, kaj so pa tisti dvomi oziroma tista vprašanja, ki se pojavljajo pri polietilen glikolih? Velikokrat je bil že predmet, rekla, splošnih razprav o morebitnem vplivu na zdravje, ampak nobena študija še ni pokazala nekih večjih učinkov na zdravje in okolje. Morda so toksikološke študije nakazale, da lahko polietilen glikol v nekih manjših koncentracijah draži kožo, mogoče sproži kakšno alergijsko reakcijo, dermatitis, zato je definiran mogoče nekje kot nežen dermalni iritant, torej da nežno draži kožo. Če pa mi pogledamo njegove vplive na okolje, pa lahko ugotovimo, da sam postopek pridobivanja polietilen glikolov, ki ga imenujemo etoksilacija, je, bomo rekla, kemijsko zelo agresiven pa zapleten, potencialno škodljiv proces, zato ker v bistvu snov, iz katere polietilen glikol nastane, je tudi etilen oksid. Etilen oksid je pa klasificiran kot vnetljiva, strupena snov, kancerogena, mutagena, toksična za razmnoževanje. In čeprav mi tega etilen oksida v veliki večini ne najdemo v končnem izdelku, pa vseeno obstaja neka manjša verjetnost, da ta, bomo rekla, sestavina ostaja v končnem produktu prisotna. In to je eden izmed tistih klicajev oziroma dvomov, ki jih uporaba polietilen glikolov prinaša. Hkrati pa je lahko prisoten kot nečistoča v teh poleg polietilen glikolov tudi 1,4-dioksan. To je pa tudi kancerogen, iritant, ki nastane, v bistvu, ki je lahko kot nečistoča pri proizvodnji polietilen glikola prisoten in v bistvu z atmosferskim zrakom lahko tvori eksplozivne perokside, kar pa seveda je nekaj, kar si mi ne bi želeli, tudi ne na koži. In zato, bomo rekla, je tudi polietilen smiselno obravnavati z neko mero pazljivosti in jih ta kampanja Beat the Microbeat tudi uvršča na oranžni seznam. Jaz sem naredila že pred časom skupaj z našimi študenti, z našimi študenti veliko preučujemo te polimerne materiale v kozmetiki in smo naredili en tak čist enostaven pregled informacij in smo ugotovili, da se na primer v obdobju 3 mesecev količina informacij na tej spletni strani poveča kar za 3000 izdelkov. Torej, tako je to ažurirana spletna stran, torej dodaja se ogromno izdelkov in vidite, da so ti kategorizirani glede na njihovo funkcijo, torej nega obraza, nega telesa, ustna higiena, higiena rok, tudi nega otrok, ličila in tako naprej. Zdaj predlagam, če si boste vzeli čas, da si to spletno stran raziščete, pogledate in tudi z uporabo te spletne strani boste mogoče lažje ugotovili ali pa prepoznali mikroplastiko pri vas doma. Tudi sama, jaz velikokrat kakšen izdelek pogledam, pa nisem čisto prepričana, čeprav nekaj kemije poznam, pa tudi ne poznam čistih molekul in se potem vrnem na njihovo spletno stran in si pogledam. Tako da to zelo priporočam. Mogoče pa sem kot informacija, zdajle v februarju je na tej spletni strani bilo od teh 33,000 izdelkov, ki so vnešeni, kar 44% takšnih izdelkov, ki jih glede na njihove kriterije lahko umestimo na rdeč seznam. Torej, to pomeni, da še vedno
in na trgu so produkti, ki vsebujejo mikroplastiko, ali je to polietilen, polipropilen, poliuretan. Kar precej, torej skoraj 53% je pa takšnih izdelkov, ki jih uvrščamo na oranžen seznam. To pomeni, da vsebuje tiste, bomo rekli, malo bolj skeptične polimere, kot je na primer polietilen glikol. Na zelenem seznamu je nekje 23%, skoraj 24% vseh produktov, medtem ko zero skupini pripada nekje 13%. Naj vas ne zavede, da vsota teh odstotkov ni 100%, kot bi mogoče pričakovali, ni pa zato, ker imate lahko izdelek, ki poleg polimera, ki ga uvrščamo na rdeč seznam, lahko vsebuje tudi polimer, ki ga uvrščamo na oranžen seznam. Tako da, in tukaj zaradi vseh teh kombinacij ti odstotki ne morejo sešteti na celoto 100%. Bi pa mogoče zdaj še izkoristila pa vsem čas, da vam predstavim pa zelo zanimivo raziskavo, ki smo jo pri nas naredili študenti. In sicer naredili smo že leta 2019 in smo se odločili, da bomo pregledali zobne paste, ki so na voljo v slovenskih trgovinah. In nekako smo uspeli pregledati 200 zobnih past, večina za odrasle, nekaj tudi otroških, in 52% vseh teh zobnih past je vsebovalo sintetične polimere. Zdaj vidite, spodaj, ta polietilen glikol je bil prisoten kar v 66% zobnih past. Torej, zelo prednjači te polietilen glikoli. Če pa pogledamo, na primer, po blagovnih znamkah, nekje 30 blagovnih znamk smo pregledali in 13 je bilo takih, ki ni vsebovala mikroplastike, medtem ko 10 teh blagovnih znamk je bilo pa kritičnih, kar pomeni, da so imeli vsaj eno komponento prisotno, ki jo lahko uvrstimo na ta rdeč seznam mikroplastičnih komponent. In potem smo od teh 52%, kjer smo našli sintetične polimere, smo potem s pomočjo Beat the Microbits platforme oziroma njihove podatkovne baze ugotovili, da je 11% tistih, ki jih lahko uvrstimo na rdeč seznam, medtem ko velika večina je pa takih, ki jih lahko uvrstimo na oranžen seznam, predvsem zaradi vsebnosti polietilen glikolov. Seveda vas verjetno zanima, kateri je bil pa tisti najbolj kritičen polimerni material, ki smo ga našli. Na levo stran sem zapisala, to so bili karbomer oziroma poliakrilat, ki je po kriterijih Beat the Microbit uvrščen na rdeč seznam. In ta v bistvu je prevladoval. Vidite pa, da vedno v kombinaciji s polietilen glikoli oziroma polisorbatom, ki pa so vodotopni sintetični polimeri. Kaj je bilo še zanimivo, da kar nekaj, 18% teh past, ki smo jih lahko umestili na rdeč seznam, je bilo pa tudi izdelkov, ki so namenjeni otrokom, torej otroških zobnih past. Tako da jaz vedno predlagam, ko je bila ta raziskava tako aktualna, so me vprašali, katero pasto pa naj kupim. In pač vedno predlagamo, da se pregleda deklaracijo, kjer je zelo jasno, so te sestavine zapisane, in jaz osebno se tudi polietilen glikolu izognem. Čeprav je to vodotopni polimer, gre za neko sintetično kemikalijo, ki pa verjamem, da če se ji lahko izognem, sigurno boljše kot pa da jo. Moram pa reči, da je kar že precej alternativ, torej ne samo, da ne vsebujejo teh mikroplastičnih komponent, ampak tudi, da ne vsebuje polietilen glikola. Je pa to stvar verjetno tudi svoje lastne ali discipline ali pa želje. Mogoče sem zdaj koga prepričala, da bo pogledal na svojo deklaracijo.
To si lahko še tudi boste kasneje malo pogledali. Mogoče še tale zelo zanimiv rezultat naše raziskave. Seveda smo potem tudi naredili malo anketo med, ne vem, mislim, da je bilo nekaj 300 plus anketiranci, ker v bistvu smo ugotovili, da mikroplastiko na splošno ljudje relativno dobro poznajo, nekje skoraj v 80%, medtem ko to problematiko mikroplastike v zobnih pastah pa dejansko niso. Nekje 44% ljudi je slišalo za to, oziroma se je tega zavedalo, kar je bistveno manj, kot je število ljudi, ki je že slišalo za problematiko mikroplastike. Zato smo tudi izbrali zobne paste za nadaljnje študije in so se nam zdele pomembne tudi zato, ker je to eden izmed izdelkov za osebno nego, ki jo vsi uporabljamo, torej vsa populacija, moški in ženske, otroci in starejši. In se mi zdi, da je to tudi ena taka izdelek, ki se množično uporablja, pa tudi večkrat na dan. Tukaj v bistvu sem vas želela še povprašati, kaj pa vi, preden ste zdaj mene poslušali, a ste vi vedeli, da se lahko mikroplastika nahaja tudi v zobnih pastah? In odgovorite zdaj ali ne. Me v bistvu malo zanimajo tudi rezultati zdajšnje generacije. Pa dajte se postaviti v vlogo, preden smo danes začeli webinar, a ste vedeli, da imamo tudi mikroplastiko v zobnih pastah? Zdaj veste, da je lahko. Tako da jaz predlagam, da vi to zdaj odgovorite. Jaz bom pa mogoče ta vprašanja potem, oziroma odgovore tudi na spletno stran objavila. Zdaj, sem pa vseeno se odločila, da ne bomo zdaj samo mi tisti najbolj aktivni člani tega webinarja, nekje tam od 30 do 40 nas je tistih aktivnih, nekaj vas je pa tistih, ko samo poslušate. In zdaj, da vas spodbudim še ostale, sem pripravila izziv za skupine, oziroma ne vem, imate razrede študentov, dijakov, ki lahko naredite tudi z vašimi učitelji, lahko sami, da pa v bistvu naredimo še eno tako krajšo raziskavo vaših zobnih past doma. In da naredimo eno tako raziskavo, koliko v bistvu imamo pa zdaj v tem trenutku morda v uporabi zobnih past z mikroplastično sestavino. Tako da tole bom tudi tale Padlet pustila aktiven, mogoče celo do 2 dni do naslednjega webinarja. Tako bi jaz predlagala mogoče en teden, mogoče imate celo dovolj 3 tedne, da to uredite. Poglejte, kateri polimeri se največkrat pojavljajo, kako pogosto in mogoče z vašim kritičnim mnenjem poskušate ovrednotiti, kaj to pomeni. Zdaj, naša izbrana kategorija so zobne paste in predlagam, da potem pred naslednjim webinarjem, torej mislim, da je 16. marec, si bomo vzeli nekje 15 minut do pol ure, pa bomo pregledali tele vaše rezultate in bom tudi vas kot skupine, razrede mogoče izvala, da poveste vaše opažanja in pa pokomentiramo rezultate. Tako da vas res vabim k sodelovanju. Se bomo pa potrudili, da bomo še ta teden tudi vašim mentorjem oziroma da bomo videli, kako bo najlažje poslali še vse tele linke in pa povezave na mail. Torej, da boste res vsi vedeli, kaj je vaš izziv. In da dobimo res čim več odgovorov. Tako smo zdaj prešli ta izdelke za osebno nego. Res vas še enkrat vam svetujem, oglejte si to spletno stran Beat the Microbeat, res boste našli kar precej informacij. Tam imate celo možnost, da vpišete ime izdelka, torej lahko tudi znamko, ki so zelo specifično tudi potem glede na model, ali kako se temu reče, izvedenko tega izdelka, zelo jasno zapisane informacije. Tako da vabljeni k raziskovanju, bomo pa v prihodnjem webinarju si še nekaj časa vzeli pa prediskutirali. Potem sem pa rekla, imamo glišče zdaj 10-15 minut, še mogoče, da omenimo še drugo kategorijo, ki jo zelo veliko krat uporabljamo doma. To so detergenti in pa čistila. Evropska komisija ocenjuje
da z uporabo detergentov in čistil prispevamo nekje 200 ton letno mikroplastike. Je pa to neka ocena, ki mogoče si lahko vzamemo v okvir. Vidimo pa iz tele tabele, da največjo količinsko gledano, največ k tej vnosu ali pa porabi prispevajo čistila za trdne površine, kot je na primer čistilo za steklo keramiko, ki vsebuje poliuretanski fini prah. In našla sem celo podatek, da v nekaterih izdelkih je ta prah oziroma ta komponenta poliuretana predstavlja kar do 55%, bomo rekli, tega volumskega ali masnega deleža. Torej 5% vsebine predstavlja ta poliuretanski polimer. Potem imamo čistila za stranišča, torej za sanitarije, kjer je prispevek k tej letni količini manjši, nekje 12 ton. Sem pa našla podatek, da nekje 10% vseh izdelkov, ki so na trgu, na tržišču, vsebuje mikroplastiko. Ja, torej delež je relativno že se zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti. Potem imamo še druga različna čistila za nerjaveče jeklo in pa tudi mogoče druga bolj specifična čistila, kot so čistila za pečice, odstranjevanje madežev, ki se vseeno mogoče malo manj uporabljajo kot ostala splošna. Je pa za njih zelo zanimivo to, da vsi od teh izdelkov, torej 100% delež na trgu vsebujejo mikroplastične komponente, čeprav je teh količin relativno malo. Zdaj, kaj so pa te mikroplastične komponente? Zelo strokovno se sliši, to so modifikatorji reologije. Ja, tudi sama sem se mogla malo poučiti, kaj to je. V bistvu modifikatorji reologije so snovi, ki v neki vodni fazi izdelka, torej čistila, povečajo oziroma spremenijo viskoznost. Viskoznost, ne gostote, kar zdaj dejansko, ko imamo mi neki izdelek v roki, pomeni, kako bo izdelek tekel iz embalaže. Kako močno bomo mogli mi stisniti, torej kakšno silo bomo uporabili, da bo izdelek, ko ga bomo uporabili, potem kako se bo tudi izdelek razmazal in kaj bo se potem zgodilo po njegovem nanosu. Tako da, če pa gledamo kopalniška čistila na osnovi različnih kislin, te sem pa podatka o količini ni bilo moč najti, se pa na tem področju večinoma potem uporablja polietilenske mikrokroglice. Funkcija je pa v tej kategoriji popolnoma jasna, torej kot čistilno abrazivno sredstvo, lahko tudi, torej, kot smo rekli, te modifikatorji reologije tudi za izboljšanje lastnosti, kot je viskoznost, boljša povezanost, struktura, mogoče s kakšnimi dodatki, bleščicami pa to tudi prispeva k estetiki. Jaz sem na hitro malo poiskala, priznam, nisem niti imela toliko možnosti, izdelke, in ne vem, smo našli eno čistilo, kjer na prvi strani piše, da vsebuje mikrodelce, ampak vseeno, ko smo šli pa gledati deklaracijo, pa v bistvu ni definirano, katere mikrodelce vsebuje, oziroma definira kot neionsko površinsko aktivne snovi, torej to so snovi, ki pač omogočajo tudi čiščenje. Tukaj spodaj sem pa podala en primer izdelka za čiščenje, ki ima to oznako ecolabel. Zakaj sem to dodala? Mogoče vseeno, da ste pozorni tudi na to oznako, namreč Evropska komisija je v prejšnjem letu, torej v letu 2021 močno poostrila in pa tudi spremenila pogoje za to, da si lahko nek izdelek, detergent, čistilo pridobi to nalepko ecolabel. Kar pomeni, kaj zdaj v bistvu so ti kriteriji. Seveda, eden izmed ključnih kriterijev je tudi, da ta izdelek ne vsebuje mikroplastike, da ne vsebuje nanomaterialov, hormonskih motilcev in pa še nekih drugih izdelkov, mogoče
alergenov, so striktni pri alergenih in pa seveda mora vsebovati popolnoma biološko razgradljive sestavine. Zelo so postali tudi, bomo rekli, strogi pri dokazovanju, bomo rekli, nekega trajnostnega izvora palmovega olja, torej tudi glede na dobavno verigo in pa tudi glede na predtestiranja teh čistil. Tako da mogoče ste v prihodnje lahko pri izbiri, ki jo imamo sedaj zelo veliko, res lahko pozorni tudi na to oznako. Ko govorimo pa o premazih, barve, črnilih, v bistvu prehajamo bolj na področje industrije, o čemer bomo govorili tudi naslednjič. Tukaj govorimo pa o barvah, na vodni osnovi, ki se uporabljajo v gradbeništvu, barve premazi, ki jih v morskem transportu oziroma v morskih aktivnostih uporabljajo, različni protizdrsni prahovi in pa tonerji za tiskalnike. Naprimer, sami tonerji za tiskalnike ponavadi vsebujejo stiren-akrilatni kopolimer, torej 2 polimera skupaj, velikosti približno 2 do 10 mikrometra. Tako da, kot sem pa rekla, so pa količine na tem področju tiste, ki so največje. Tukaj v bistvu je prispevek problematike mikroplastike res velik. Ocena, ki jo podajajo za Evropsko unijo, pa je, da nekje 25% barv, ki se uporabljajo za aplikacije na morju, oziroma barve, ki se uporabljajo v gradbeništvu, za ceste in zgradbe, nekje 25% teh barv sestavljajo pa polimeri. Torej, vidite tudi volumsko oziroma po deležu kar precej. Funkcije teh barv in premazov so pa raznolike, seveda pa, če gledamo glede na uporabo barv, naprimer cestne oznake, barve morajo biti zelo obstojne, torej da so ustrezni površinski učinki, ustrezna gostota, trdota, vzdržljivost in tako naprej. Zdaj pa mogoče res prehajam v ta sklepni del mojega predavanja. Tako bom rekla, če še koga karkoli posebej zanima, sem mogoče kje šla prehitro, naj se obrne name ali pa na mail projektne skupine oziroma samega projekta vpraša. Zbranih imamo kar precej podatkov, tako da mogoče to. Seveda pa zdaj smiselno se malo tudi zakonodajnih vidikov dotakniti. Kaj se dogaja na področju zakonodaje? Sigurno smo zdaj v času, ko se postopno opušča uporaba mikroplastike v izdelkih za osebno nego in smo na poti, bomo rekli, do učinkovite omejitve namenoma dodane in namenoma uporabljene mikroplastike. Zdaj, EHA, Evropska kemijska agencija, je leta 2018 na pobudo Evropske komisije začela, bomo rekli, z analizo, študijem, z oceno tveganja teh mikroplastičnih komponent in v letu 2019 tudi podala predlog omejitev, ki so potem seveda šle čez različne faze, preko različnih deležnikov, preko različnih odborov, odbori za oceno tveganja, odbori za socialno-ekonomske analize in tako naprej. In nekako v letu 2022 se pričakuje sprejetje teh omejitev in da se proizvodnja, uvoz in prodaja takšnih izdelkov dokončno prepove. Splošno, tako rekli, dolgoročnejši cilj te omejitve pa je, da se v 20 letih po uvedbi omejitev prepreči izpust nekje 500.000 ton mikroplastike. Morda še samo to, Nizozemska je bila prva država, ki je že leta 2016 zakonom prepovedala tako uvoz, proizvodnjo in pa prodajo mikrokroglic v teh izdelkih rinse-off, torej teh, ki se izpirajo.
Potem mislim, da so tudi v Angliji leta 2018, v leta 2020 tudi Kanada, Francija, Nova Zelandija, sledile so še Italija, tako da v bistvu države samoiniciativno tudi že, bomo rekli, urgirajo oziroma delujejo v to preventivno smer, na nivoju Evropske unije pa to pričakujemo v kratkem. Seveda, ko se bo to, kaj je pa potem alternativa? Alternativa tem mikrokroglicam, ki imajo res pomembne funkcije pri izdelkih, poznamo danes že ogromno alternativ, to so lahko različni voski, škrob iz različnih rastlinskih virov, morske alge, tudi silicijev dioksid oziroma kremen, glina, potem imamo različne orehove, mandljeve, lupine, potem tudi kakšne koščice, celuloza, sladkor, makova semena, tudi kavna zrna, tako da teh alternativ je danes precej, ampak tako bomo rekli, naredili so pred leti eno raziskavo med proizvajalci, v bistvu ali bomo rekli, že raziskujejo ali delajo kaj v smeri, da bodo te sintetične polimere zamenjali z nekimi naravnimi komponentami. In moram reči, da je bil ta seznam zelo dolg že, pa zelo zanimiv. Torej, veliko proizvajalcev se že ukvarja z razvojem teh alternativ. Veliko govorimo o orehovih lupinah, lupine in koščice marelic. Torej, vsi stremijo k temu, da so snovi biološko razgradljive v čim večjem številu različnih okolij, da so to neke snovi, ki se že več let uporabljajo v nekih izdelkih in pa da so dobro uveljavljeni na trgu. Če pa pogledamo kemijsko, se pa največ uporablja silicijev dioksid, torej kremenčev pesek, kremenčeva skala, predvsem zaradi svoje inertne narave, ki je nestrupena, in seveda ima tudi zelo majhno verjetnost povzročanja alergijskih reakcij. Našla sem pa podatek, mogoče za, Henkel kot tak, zelo znani proizvajalec, trenutno testirajo več tipov teh alternativnih abrazivnih sredstev, neke mlečne kisline, in pa orehove lupine pa silicijev dioksid. Tudi jojobina zrna, na primer pri Colgateu, to sem zasledila, tako da se proizvajalci prilagajajo, o vseh teh alternativah pa mogoče še o kakšnih drugih priložnostih. Tako da jaz bi se vam na tem mestu zahvalila za pozornost. Jaz sem se držala časovnega plana, upam, da je bilo dovolj zanimivo, da ste dobili dovolj informacij. Res bi vas pa dijaki in študenti vseeno izzvala še k nalogi, torej k izzivu skupine, ki jo naredite do naslednjič, da zberemo kakšne dobre podatke in naredimo kakšno dobro diskusijo. Tako da hvala lepa vsem.